tale mi je všeč od SAP Marsisa, od našega partnerja. Oni rečejo, če implementiraš SAP Marsis, torej orodje za omnichannel komunikacijo, ima pa pol oni the marketing power equation oziroma pač formulo, kaj se zgodi, če imaš torej povezane podatke, povezane kanale. Pa daj še to nam razloži. Ja, zdaj formula gre takole. Več časa, krat bolj sofisticiran pristop, krat več personalizacije, ti pomeni, da iz stranke zadržiš več časa, da v bistvu znaš boljši retention delati in da ima to na koncu večji učinek na poslovanje. Zdaj, kaj pomeni več časa? To je ravno to, ko se zdaj pogovarjala. Včasih si rabo cel teden, mesec, 2, vključiti si mogo veliko ljudi, da si vse skupaj pripravil ta prav segment, pa zamenjati milijon sistemov. Ne? Več časa boš imel, več stvari boš lahko naredil, več kampanj ali pa več bolj pravih kampanj. Zato boš delal bolj sofisticiran. In prej bojo štartala, ne? Tako, ja, prej boš šle ven. Se to je ta glavni cilj, ne, da jih pa tudi lansiraš. Opomba, ne to, kaj temu. Pa boš delal bolj sofisticirane. Kaj bolj sofisticirane pomeni? Ja, da če te, recimo Viber kanal tak, ki se za nek brand zelo veliko odzivaš, ja, boš tam dobival kampanje, pa da boš zelo personalizirane s produkti, ki si jih gledal, če rečeva. To čisto elementarno te zadeve. Pa imel boš ta občutek 1 na 1. Saj tukaj se mi zdi, da ta 1 na 1 ne, v preteklosti na epizodi, v katero bom dal v opis, ker se zdaj ne spomnim, katera je, sem tudi predstavljala en primer, kjer kjer AI zgenerira 1 na 1 sporočilo za posameznika. Ne. In tukaj bo to še ista ekipa lahko delala, samo vključila bo še ta del, da bo še v bistvu lep mail napisala nekomu malo bolj na športen način, nekomu bolj recimo poudarila neke druge okoljske vrednote in tako. In seveda, da je stranka, kot smo rekli, zelo zahtevna, pa želi imeti želi biti pocrklana strani brenda, da je z njo komunicira, da ji pomaga njene vrednote ali pa njene cilje v življenju dosežiti. In boš bolj zaangažiran s tem brendom, večkrat boš od njih kupil, mogoče boš večkrat podelil tudi svojimi prijatelji to dobro izkušnjo in vse to na koncu prinese, da za to investicijo v budžet, katerega imaš, mogoče se ti ne spreminja, sam za si ga znal boljš upravljati, pa v bistvu si znal zmeriti, kam si ga dal, kaj so učinki, boš tudi prinesel na koncu boljše poslovne rezultate. To je ta formula. Cool. Ja, cool mi je, ker na ta račun, da prihranjaš čas, to zdaj ne pomeni, da bomo sodelavce v marketingu odpuščali, ampak dejansko je en kup benefitov, ki jih pride zraven s tem, kad te stvari uredimo. Ne, torej, ne samo, da marketing ekipe lažje delajo, bolj učinkovito delajo, manj frustracije, ampak tudi izplenje več kot samo prihranek časa. Ja, to je tako, kot špinača pri Popeju, veš. Da ti ta superpower, če moš kar od stran. Pač. Ja, ali pa napoj pa Asterixu, ne. Ja, če niso Obelix, vse v redu.